Eni ti zlaga šope, boš lahko došlo. Dobro. Vam bo šlo? Kaj še enkrat pokazati? Lahko? Bomo zdaj s takim malim šopkom sam pokazal. Sej vi boste imeli pa malo debelejšega, ne? Torej zmagala bo skupina, ki bo spletla najdaljšo vrv v določenem času, ne? Takole, šop trave obrnete enega naokrog, torej date na pol, obrnete skupaj in to tudi, ko štukate delate, ne? Bom pokazal. Sem tako obrnil, da ste si videli, kako jaz vidim, ne? Pravi, primete z levo roko takole, imate en konc krajši kot drug, ne? Vidimo. In začnemo z desno roko zavijati stran od sebe, k prijatelju. Z levo roko držim, vidite, z dvema prstama držim in pa preprijemam s tema dvema, zakaj, da se mi ne odbije nazaj. A vidite? Cak, cak, prav, z desno samo k prijatelju, stran od sebe, ne? Prijatelju, prijatelju, prijatelju. Primem pa takole s palcem, sprav, ko se ne gre več zavijati in dam sam palco skupaj. In se tudi sama zanka pa takole lepo ustvari. Jo primete z levo roko z vrha in imate zgornji in spodnji čop. Zgornjega zavrtimo kam? Prijatelju. In ga preložimo čez spodnjega. Zdaj pa ta spodnji postane zgornji, pravi vedno zgornjega zavrtite naprej in ga preložite navzdol. Tako. Ne? Pa bo šlo. A vidimo? In spet dobivamo kaj? Lepo vrv. Kako je zaključimo, smo rekli? Se spomnite? Ja. Kako? Tako da naredimo okrog prsta naredimo tako lazanko, ne? Prst vtaknemo, iztaknemo ven iz zanke in začetek vrvice vtaknemo tja, kamor je kazal prst. Isto smer. In zategnemo. Naredi tukaj tak lep vozel in imate vrvico pripravljeno. Ok? Ajde, nabirite. In začel se je izziv pletenja vrvi. Go Seba! Kakaj trava je to? Evo, naša Valentina pridno plete. Fantje nosijo travo. Mene ne stega, hvala. Dobro. Imamo najstnike, ne reci. So občutljivi. Se hecam. Evo, dajmo fantje, kar. Zdaj imate dobro tehniko, ne? Zavij, pa gor. Ne mogo. Pušimo ga. Fantje imajo že vedno daljšo vrv. Ne? Vedno boljše gre. Nategan te moram. Valentini gre tudi super. To je na začetek. Pa raztegnite. Ne, v roki morate držati, mora biti vrv napeta. Ja, dobro, napet, napejo. Kaži, daj čisto. Čisto konzo, čisto. Kjer abomination. Tako. In vi ste On še ne Vi ste druga skupina, ne? On ne drži pri koncu. Daj čist pri koncu. Ja. Spet kar dajte skupaj, no? To dajte tako, se vidi, da je Prva skupina zmagala. Vedno je bilo. Druga, ja. vedno se potrudite, ne? Bravo! Čestitam pa obema skupinama za zelo lepi vrvici, a ne? Tako da, super.
Prosim, da se pripravite na odhod. Kjero roko? Z Desno, desno primeš, jo daš v kol, čez levo. v levo roko in potegneš čez to zanko in Okay. In to Amo. je jambarski voz. imamo Odlično. jamsko. Pol je tole. Ta je Drug. kalski, a ne? Drug je, Pol da pa tretji primeš, cesarski. pa obrneš v kol, da dobiš, Tako. imaš, ne, kako ne vem. Pa daš še enkrat v kol in zategneš. Tako. In ostane. Vi učite Ja. tako, da date, se pravi, No, desna preko leve, noter pa ven, a je res? Ja. In leva preko desne, noter pa Noter ven. in ven. Je res? Ja. A učite tako? Ja. Ja. Lahko tudi tako. Lahko pa brez razmišljanja, se pravi, Sam bo. a veš, ne rabiš zdaj, Ja. zdaj sem obratno naredil, recimo, kakorkoli. Jaz si pa tako zapomnim, tista vrvica, ki gre proti meni, veš, ta gre stran od mene, Ja. ta gre pa proti meni. Ta vrvica gre vedno preko te, noter pa ven. In enako dobimo ambulantni oziroma tkalski vozu, oziroma moški vozu, mu tudi rečejo, a veš. Ja. Torej en voz ima ne boš lahko mogel več narediti. imen. Zdaj ti delaš tesarskega, a ne? ja, Sam ful težko je Ja. tega delati. Ja, Ko nima- ko ni Ko števil. ni Pač pač pa- tega Čakaj, Ja, lej. težji. težje. Ja. Ja? Ja, pa Tako, čez, to čez, pa potegneš. pa zategneš, ne? In je tesarski. Pri teh pripravnikih imaš pa tako vrv, pa imaš Ja. sekiro in Pa ti zavežeš. hiter moč zavezati, pa ta sekira tako ostane na gor nešto. To bom mogel letos imeti. Okay, okay. Imam pa letos to mobil. No, super. Težko bo. Super, vse, kar znaš, je super. a ne? Se pravi, ti vozi niso kar neki, se pravi, se jih za marsikaj lahko uporabi. In seveda tudi sama vrv je zelo pomembna. Vemo, da je ena izmed 5 stvari, ki smo rekli. a ne. Danes ste jo tudi videli, koliko časa traja, da jo spletete, recimo meter, 2, 3. a ne. Ni tako enostavno. Ne? Pa veste, koliko se sodelovali in tako naprej. Kar usete se. Zdaj eno prevezate, da prosim. Koliko prstov kažem? Koliko prstov kažem? Ne. Ok, ne vidi. Ste? Ja. Ok. Poiščem en vrv. Ko sem jaz na zadnje zlagal, bi moralo to pol biti zelo enostavno razvozlati. a ne. Vedno vrv pregledam, če ni slučajno karkoli pretrgana ali karkoli. a ne. Evo, tale že čutim, da je načeta. Je res? Ja. Ok. Samo bo še za silo. Je tudi Boga, a ne? Ja. To. Sprav vedno pretipate, pregledate tudi z rokami, tudi če ne z očmi ne opazite, ker je pač nekaj lahko skrito vzad, zato vedno z rokami pretipate vrv in na ta način preprečite kakršnokoli nesrečo, ki bi vam lahko prerezala vrv ali pa da nekam ne padete dole. Ne? Vrv mora biti vedno čista, čim bolj čista. Ne? Aha. Ok, smo prišli do konca. Zdaj vam bom pokazal, kako recimo, če me sredi noči ujame, torej če me ujame noč, a ne? Če se sredi noči znajdem v gozdu in sem brez luči ostal, a ne? Brez baterije, nisem pa še bivaka postavil ali pa šotora. A ne? In v tem primeru, kaj moram narediti? Zavezo. Kam? Listje poveskati. Prosim? Zavezati listje poveskati, Liste pa veje. Ja. In kaj pol? da nastane bivak. Ne, imam vrv pa imam ponjavo, samo kaj moram narediti?
napet vrv med dva drevesa, a ne? Ja. Je res? Ne bomo zdaj to naredili, a ne? A prav? Ja. Tako poiščem drevo, da se kam ne zaletim, a ne? Si podaljšam roko in začnem z iskanjem. Zelo. Osmo. Aha. Zdaj nekaj. Evo ga. V redu. Spravi gasilca, poslušajte zdaj. Zdaj bom uporabil tesarski vozel, a ne? Ja. Ampak v praksi. Sprav, kako ga upletem, a ne? Se pravi, potegnem čez konec vrvi, to je nadaljevanje vrvi. Konec vrvi gre vedno čez nadaljevanje vrvi, ali zgore ali spodaj. Kaj želite, kje grem? Spodaj. Spodaj. Ok, pridem spodaj, a ne? Tukaj se križata, pravi, ta je konec vrvi in gre čez nadaljevanje vrvi in se ovije nazaj kolikrat? Enkrat, dvakrat, trikrat, saj, ne? In dobimo gasilca. Tesarski. Je res? Ja. In bolj, ko ga zategujemo, bolj drži, ne? In se lahko s celo svojo težo že komot obesem gor, ne? Veš, pa me drži. Ok? Kaj pol naredim? Opala. Do drugega drevesa. Z drugega drevesa. Pazite, da ne bom koga po nesreči z vrvjo, nenamerno, ker sem slepa, ne? Bom probal pa čim bolj... A sedite vsi? Ja. Se pravi, gremo v tole smer. Evo ga. Drevešček. Smo najdeli, ne? Ja. Kaj naredim? Isto, Ne, isto. Ni isto. Aj, na tega. Zdaj približno našponana, nekje 1 meter pred samim drevesom potegneš malo vrvi nazaj, takole, da imaš malo več mesa, se reče, in naredimo alpinsko zanko. Kako to naredim? Glejte, stegnete levo roko, ovijete 3-krat okrog nje, vrv, a ne, 1-krat, 2-krat, 3-krat, spustite vse skupaj, pridete spodaj pod prvo vrvico, zagrabite ta sredinsko, jo potegnete ven, kakor mislite, da jo rabite, a ne. Ta vozel se imenuje tudi topovski vozel. Ste slišali, da je za to? Ja. Sprav, kako se je uporabljal, ta zanka se je tako velika naredila, da si je lahko dal okrog telesa, a ne, in si potem se s celim telesom lahko uprl v zanko in si vlekel nekaj težkega pohribano zgor s kolegi, a ne, ker se da ta vozel, kot vidite, kjerkoli na sami vrvi narediti. Zagrabimo zanko, smo rekli, in gremo potem pod obema vrvicama po dlani, takole kar podrsamo z tole zanko in potegnemo na ven in je zadeva rešena. Vidite zanko? Ja? Ta zanka ne potuje po vrvi nikamor, ne gor in ne dol. Ja? Ostane tukaj na tem mestu vrvi in lahko delate kar hočete, se ne bo premaknila nikamor. Prav? Potem poiščem kaj? Konec? Konec vrvi za to, da bom kaj? Ga dal skozi, a ne? Vse prevleko skozi. Tako. Kaj se zdaj zgodi? Spravi, zdaj, ko povlečem tole vrv, gledajte, kaj se zgodi. Se lahko kar malo besen gora, ne na vrv. Kaj se dogaja?
Ne. A se bodo drevesa zlomile? Ne. A? Ne. A se vrv napela? Ja. A? Ta. Je napeta bolj, ko je bila. Ja, ful bolj. Pa zdaj? Ja, še bolj. Še bolj. Pa zdaj? Ja. Pa zdaj? Ja. Ok, glej zdaj to. Zdaj zdržim z eno roko. Tle bom pa z dvema prstama naredil ščipalko, lejte to. Lej, z dvema prstama. Kam jih dam ti ostale prste? Lej, z dvema prstama držim, a vidite? Vso napetost. S to drugo prosto roko vmes naredim takole štirico. Vse te vozle imate na mojem YouTube kanalu, kdor bo želel, si jih lahko pogledate. In so razloženi in jih uporabite, ko jih boste rabili. Ne? Zdaj, najlažje je, da običajno najdeš v gozdu recimo kakšno suho vejo, pa je zatlačiš tle noto to zanko. Zakaj? Zato, ker če bi zdaj tole vrv potegnil, a ne? Vidite, bi se tele vozil podrl in bi se vrv, kaj? Trgal? Sprostila, ne? A pokažem še enkrat, kaj bi se zgodilo. Pač sprostil bi se, ne? Zdaj, pak. Ste videli? Se je sprostila, ne? Zdaj moram pa nazaj našponati, ok? Naredim štirico, se pravi tukaj, kjer imam palec, je trebušček štirice, iz kazalcem pa sredincem držim pa repak štirica, vidite? Štirico, številka 4, vidite? Trebušček, repak gre pol takole čez trebušček ven, pa zategneš nazaj proti tja. Ok? Zdaj, da se mi to ne bi ponovno zgodilo, se pravi, da me ne bi ali sam jaz potegnil za to vrvico, a ne? Bom naredil takole eno varovalko. Poleg tega bom imel pa še vrv lepo pospravljeno, a ne? Takole nekako. Sprav zanka je dovolj velika. Še tole noter. Pravo vrv poiskati. Da se to zategne in potem to stoji. Tukaj je tudi malo načeta vrvica, vidite? Bomo s tistim stiračem drži gor. Ko to sprobate, vedno greste takole z rokami, najprej pritisnete dol, pa greste počasi v počep. Ne, pol kar naenkrat boste že na rokah skoraj sloneli gor, ne, vidite, no. Tudi če se strga, še zmer postanete na nogah, ne, veš, takole. In potem dvignete še noge in vidite, da zdrži mojo težo. Kako? Gremo čez reko recimo, ne? Zdaj imamo to med dvema drevesama napeto ponjavo, damo ponjavo čez, torej imamo vrv napeto, damo ponjavo čez, zaklinimo ali s kamni obtežimo ali kakorkoli in imamo streho nad glavo kot nek šotor, se predstavljamo, ne? Ja? Če pa hočemo plezati čez reko, čez potok ali pa karkoli, ali pa čez kakšen prepad, ne? Pa je seveda pogoj, da imamo najprej vrv napeljano čez, ki mora pač to po določenih standardih iti skozi, kakorkoli, ne bomo zdaj izgubljali besed, ampak hočem samo pokazati, kako greste čez. Se pravi, zahakljate, torej greste z levo nogo čez in gleženj date na desno stran vrvi. Se pravi, če je to leva stran vrvi, je to desna stran vrvi. Gleženj leve noge je na desni strani vrvi. Obvezno paste fante na malince, takole lahko tudi glavo gor naslonite, stegnete roke in to nogo dvignemo. In lahko na ta način tudi počivate, zaradi mene tudi več ur. A vidimo? Lagodno, komo. Če se hočem premakniti naprej,
nogo potisnem proti sebi, tole, ki je gora, ne, se držim z rokama, se dvignem telo gor po vrvi in se premaknem naprej. Pokrčem nogo, se dvignem z rokama, a ne, in se premaknem naprej tako do konca. Velja? Ste videli? A ste še tukaj? Ja. Okay. Ste čistih? Kakšno vprašanje? Ne. Ni. Potem, ko zaključim, ali pa moram na hitrco iti, kaj sam potegnem za tole štrike, jih dam ven iz zanke, potegnem za zanko, kaj se je zgodilo? Odpustilo se je, a ne? Potegnem tole vrv ven. Zelo hiter, se pravi, zalomam. Mislim, da vidim, da se čudno sliši, da začutim, kako je. Sprav, vsak vozel se da zalomta, ne? Vsak vozel lahko z enim prstom praktično razrahljate, a ne? In na ta način lažje potem odvežete čez takole. Prav, ta je bil čist zategnen, vidimo, ker sem s celo težo gor visel, a ne? Pa se ga da tudi, vidite, z zavezanimi očmi relativno dobro razvozlati, a ne? Se pravi, vsak vozel je dober tisti, ki ga hitro zavežete in hitro razvežete, a ne? Gremo proti drugemu drevesu. Prej nisem pokazal, se pravi, ta vozel, a ne? Tesarski, vi lahko sproščate, se pravi ga dvigujete gor po drevesu, spuščate, a ne, in zelo hitro se ga tudi razveže, a ne, vidimo, da ga ni več. In kaj pol naredim? Spet privlečete vrv, a ne, jo očistimo, videli smo, da je že rahlo poškodovana, da bo pač treba jo zamenjati počasi, a ne, tlele sploh vidimo, da je kar nacefrana fejsta, ne? A je? Ja. Vidite? Ok. In potem, ko končam, samo naredim dva raztežaja, si dam okrog vratu, stegnem levo roko. Če gre vrv dol na desni strani, mora tudi po desni strani mojega telesa nazaj gor. Pa gremo na drugo stran, torej na levo stran mojo, a ne? Pa po levi nazaj. Eni govorijo naravnost dol, po strani nazaj, a ne? Torej, po strani nazaj, naravnost dol, po strani nazaj, ne? Ker če bi bilo tako, bi bilo naravnost gor, tako je pa po strani. Vsak ima svoje štetje, vsak ve, kako komu paše. Tole, da vidimo, pravi, tako imamo še. Ja, tako že imamo preveč, takole. Dam roko ven, a ne? In ko grem takole z rokami dol, vidite, da se tukaj nič ne stika vmes. Vidimo? Ni nič povezano tukaj. Je res? Dvignemo vse zanke. Jih takole primem. Zdaj je to nekako poravnano, a ne? Približno. Poiščem te dve vrvici, ki visita dol. Jih uvijem trikrat gor proti moje levi roki. 1, 2, 3. In potem, ko sem že tukaj s prsti, a ne, samo potegnete še te dve vrvici čez, naredite tako zanko in jih poveznete čez vse zanke. Ja? To imate vse na mojem YouTube kanalu, ne rabite si to zapomniti. In zategnemo in to potem čvrsto stoji skupaj. Vržete čez hrbet, a ne, si spustite takole malo nižje, prekrižate spredaj, prekrižate zadaj in spredaj zavežete ali na mašnico, a ne, znate mašnico. Kako se čevlje najbolj zavezati, če vam še to pokažem, a ne, zdaj naredite navadno tale začetni voz, oziroma prepletete eno in drugo, a ne, in potem naredite dve zanki in sem date eno preko druge, noter pa ven
in zategnete in vse to, kar vam štali stran, date takole za pas, da se lahko pač mirno premikate skozi grmovje, a ne? In imate vse čvrsto pripeto na sebi, torej vrv, ko jo rabite, snamete, cek, ste videli, a ne? Vam zelo hitro lahko kaj pomaga. Je kakšno vprašanje? Torej, evo, še enkrat pokažem, a ne? Smo rekli, med drugo vojno recimo so ranjencem trikotne rute na ta način povezovali preko povojev, a ne? Se pravi, tista vrvica, ki gre proti meni, gre preko te druge, noter pa ven in zategnemo in dobimo takle ploščat ambulantni vozel. Zato se mu reče tudi ambulantni vozel. Lahko je tkalski. Zakaj je tkalski? Če ga kar tle na nogi pogledamo že, a ne? Lahko vidite, da lahko pletemo tudi mreže z njimi, z teh vozlov. Drugo ime je moški vozel, a ne? Oziroma tretje ime že pravzaprav, a ne? Je moški vozel. Če naredimo pa obratno, se pravi, namesto da bi tale vrvica šla preko te pa not pa ven, naredimo obratno. Gremo s to, ta drugo, noter pa ven, dobimo pa ženski vozel. Izgleda pa tako, a ne? Prav, niti podrazno ni podoben moškemu vozlu ali ambulantnemu vozlu in tudi drži bolj slabo, a ne? Prav, če to delamo takole, ene parkrat, a ne, bomo videli, da bo prej ali slej popustil ali pa se razpadel. A ne? Pri ambulantnem vozlu tega ni. Torej, gre ta preko te, se pravi, dobimo ta značilni te dve zanki, ne, taki polokrogli in torej se ne bo nič razpadlo, nič razrahljalo. In potem bolj, ko je zategnen, bolj drži. Smo rekli, ko pride, ko je prišel ranjenec noco, samo stisnem skupaj, a ne, ta povoj, se je že razzahlal, a ne, in se potem samo še dal narazen in to je to, ne. Naslednji je, živijo drago, naslednji je tale ribiški vozel, a ne, kako spajamo v bistvu, dajmo reči, ali pa, kako bom rekel, še tega moram pokazati. Ambulantni vozel velja samo na debelinah isti debelini vrvic, a ne, torej ne velja, če bi ga delal z eno debelejšo, a ne, kot je recimo ta, pa ta ambulantni vozel ne drži. Bomo potem pokazali, kateri vozel drži to, a ne. Se pravi, ga lahko delamo samo z enako debelino vrvice, torej smo se razumeli, ker če ne, ne bo držal nič, a ne. Tako da bom zdaj pokazal, da so dve različne debeline vrvic in vidite, da se ne zgodi nič narobe. Če bi to pokazali z tole vrvico, a ne, sem prej pokazal, sem vzel en košček. Pravi, smo rekli desna preko leve, noter pa ven in leva preko desna, noter pa ven. A je ambulantni vozel? Na pogled? Pogled Je. je. Je, ne? Sej je. Ampak, koliko pa drži, kad tele vrvice jaz spustim, lej? Ja, ne drži. Ste videli? In Ja. padeš kot čmok lahko, če misliš, ja, se jim tole bo pa držali. A ne? Tako da je treba vedeti, kaj lahko in kaj ne. Ne? Ja. Najbolj tak uporaben vozel, ki je, bom rekel, res uporaben, je ta bičev vozel, oziroma pašnjak. A ne? Se pravi, naredite takole zanko, gre okrog nečesa, ki bo pač držalo, a ne? Ali pa kakorkoli. In potem zajček pride ven iz luknjice, gre okrog drevesa, tukaj okrog drevesa in nazaj v luknjico, a ne? Primemo tle spodaj in zategnemo. Takole. To je vozel pašnjak oziroma bowline knot. Se pravi, uporabljate ga, ko napenjate tetivo na loko, a ne?
Namreč ta vozel ne potuje nikamor, ne gor, ne dol po vrvici. Ta je edini vozel, ki ga tudi valovi, vetrovi, burje in ne vem kaj ne more razvozlati. Edini. Zaenkrat poznan. Verjetno še kakšen, ne? Ampak ta se najbolj uporablja na morju, a ne? Pašnjak. Kdo jadra, kdo ve, kdo pozna. Ali pa ste kdaj pluli, pa ste videli tak vozel. Zakaj je ta vozel tudi primeren? Se pravi, tudi če želite kolega iz jame ven potegniti, ne, mu vršite tako lezanko noter in on se bo lahko dal tako čez telo, seveda mora biti malo večja, ker jaz ne pridem čez to, mu jo podate in tudi če potem pade on nezavest, ker imate enkrat pod vzduha to vrv, vas komot potegne gor tudi helikopter ali pa karkoli. Ne morete ven pasti. Okay. Kakšno vprašanje? Ni. Se pravi, treba je malo paziti, kako spajate torej dve različne debeline vrvi. Zdaj sem rekel, da vam pokažem, kako izgleda, če imamo. Aha, zdaj bom pokazal štukanje. Se pravi, eno štukanje je lahko ribiški vozel, se pravi, damo takole sporedno vrvice, stegnem prst, gremo okrog prsta, dam prst ven iz zanke, kamen kazal prst vtaknem tole vrvico, obrnem okrog, potegnem ven takole, kamen kazal prst damo tole zanko, oziroma tole konec vrvice, zategnemo takole bolj na koncu, evo, in potem, ko pridete ta dva vozla skupaj, se tukaj zaustavi in ne gre več naprej. Drži, ko strela dobro, ne? Se pravi, na ta način si lahko podaljšate vrvi. Tudi torej, različnih debelin, ne? Se pravi, če pokažemo tlele, lahko tudi dvojno naredimo, ne? Se pravi, dvojni ribiški vozel z različnih debelin. Enkrat, dvakrat, prst ven, kamer je kazal prst, damo tale konec vrvi, zategnem, obrnem, potegnem ven, malo takole, prst okrog prsta, enkrat, dvakrat smo rekli, ker je dvojni, če je enojni pa samo enkrat, kamer je kazal prst zanka, cak, zategnemo in potem samo takole približamo in to ne gre več nikamor, ne? In se tudi lepo nadaljujeta, se pravi, iz debele v tanko, ne? Če pogledamo. Je res? To pol poščipate stran, če recimo ribe lovite, ne? Da ne visi vse skupaj naokrog, ne? Velja? Kako dobimo to narazen? Samo potegnemo takole vsakega sepa, ne? Ta se je malo zategnil, več hudega, in potem samo potisnemo ta konc takole nazaj ali pa ga zalomimo. Razrahljamo. Zdaj, najboljši, meni osebno, najboljši vozel za spajanje dveh različnih debelin laksov ali pa ribiških vrvic, če želite, ne, je bowline knot. Ne, bowline, se oproščam. No. Se bom spomnil. Albright knot. Albright vozel se imenuje, Albright, evo, zdaj sem se spomnil. Namreč naredite takole zanko, prijete z to spodnjo tanko vrvico čez, jo potegnete proti sebi, ja, in potem ovijete 5krat nazaj proti zanki. Se pravi, enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat, 5krat
in potem date tole, ta konček takole noter v zanko, ga primete in potegnete tale konček vrvice tako, da ga stisne. Noter. Tako, potegnemo za obe vrvici, pravi za to pa za to, te dve, zategnemo. Ta vozo še lahko malo dol popeljemo. Takole. Zdravje. In imamo, če pogledate brez tega, če to odstrižemo stran, pa tole, a ne, dobite potem popolno nadaljevanje tele vrvice, kada bi šla iz sredine te debele, ta bela ven. Spravi, iz sredine rumene, a je tako videti, da gre naravno stvar. In se nič ne krivi in zelo dobro. Spravi, tlele mogoče se krivi, zato ker je tale konc zelo težek in sem rekel, da ga je treba odstriča, ne? Da vas ne moti. Ok, kakšno vprašanje mogoče? Kaj delamo? Kako ne? Kaj bomo naredili? Piškote. Tara. Bravo! Slovensko ono, zakoni se ljubavi. Male, kako lepo ima notri, res harmoniko narejeno. Kaj si delal? Bova menjala. Ja? A bova šla? Ja? Na no? Ja. Te dva? A to, ta dva? Ja? Ta dva. Se bom, samo. Bravo. A, sem talent? Ja. Ne mi reči, da sem talent zdaj. A? A ponovim? Ne.
Bravo. Naprej. O, počepni. Vire ste tiho, nosa še razkriva. Pojda, daj. Vire ste tiho. Počepni. Kaj zdaj Seba, povej? Čakaj, si tukaj. Seba. Seba je brez besed predstavil. Možeš samo počakati. Smeje se, veš. Naravnost. Dvigdan. Poslati, kaj imaš pred sabo, ne? Sklon se mora reči. Sklon se. Ok, odlično. Bravo. Zamenjamo vlogi, zdaj ima Seba zavezane oči. Ja, se ni igra zanimiva. Pa malo se raztegnete bo. Malo bolj desno. Še malo. Ok. Počepam. Čist. Ok, ja. Desno, desno, desno. Levo. Ok, naravnost. Desno. Desno, čist. Puni. Puni mora. Še desno, še desno. Ok, zdaj pa čist levo. Ok, naravnost spet. Kaj te nema naravnost? Zdaj pet naravnost. Ostani. Ok, zdaj pet levo. Desno. Jo, da ti zlagaš, pa. Ok, zdaj se pa splazi. Ja. Pa pazi, da malo postavi. Še malo. Eto. Odlično. Brez dotikanja. Ok, zdaj desno nogo naprej. Malo bolj še desno. Ja. Malo bolj nazaj. Evo zdaj. Ne tam. Bolj desno. Ne ti, ampak noga. Ja. Ne tam. Jo. Ne gre. Obrni se v desno. Tako, zdaj pa. Še malo v desno. A ne, Vodi ga, če ne bo kar šel nekam. desno, ne. Vse ga kaj ti boli. Zdaj pa desno nogo gor. Tako, bravo. Bravo. Ok, zdaj se dol na kolena. Ja, naprej. In tako po štiri. Pa malo bolj desno, čist malo. Tako ja. O, to dobi. Malo se bo bolelo, ampak. Zakaj? Je bolel, veš, ti se mora vlesati, ne? Puzati mora, ne? Pa ga ne bo bolel. Malo bolj desno. Desno se obrnemo. Veš, da ne boli, ne? Tako ja. Bravo. Bravo, še malo. In lahko kar ostaneš na tleh. Kar na tleh ostane. Ja, lahko že malo naprej. Ja, naprej. Boš malo levo. Tako ja. Pa zdaj pa naprej. Spet kaj brca. Še malo levo. Še malo Kaj levo. brca. Evo, zdaj je perfekt. Tu še noge premikaj, ne? Z nogami si pomagaj. Tako. To. Še malo. Čisto poprašno. To. Evo. Bravo. Odlično. Kaj bo tisto, ko... Naprej, počasi. Brez dotikanja, prosim. Aha, počakaj, desno. Pač puzanje, na puzanje. Tako, pač
Vleži se. Ovire se ne smete kar nekaj spreminjati. No, kako morate biti kar na začetku? Podi naprej, tak v puzanju. Naprej. Ok, kaj zdaj? Kaj zdaj? Zdaj poj, če hočeš lepše imeti, poj desno. Ne! Okay. Zdaj lahko počepneš. Tako. Ja. Pa hodi naprej. A pa tak, ja počepiš. Ja. Pa ravno, samo. Zdaj, ko sem dosta. Odlično. Stoj. Zdaj pa z levo nogo prestopi ene 50 Z levo? Do konca se stegni z levo nogo. Tako in z desno samo tja. Dobro. Zdaj se kar prestavi bolj desno. Desno? Ja. Kot drak se je desno. Ok, stoj. Ne spreminjajte, tako kot ste bili na začetku, tako morate Ok, biti do zdaj pa crouching mode unlocked. Crouching mode. Samo počepni, pač plazi se, ok. Čist se skloni, ok. Dobro. Ok, vstani. Bolj levo. Ok, zdaj boš pa rabo čepni. Zdaj pa se uleži se, ok. Tako. In zdaj se sam plaza. Ok, si. Juan. Bravo. Ok, stop. Dajte biti malo domisleni, no? Da bo pa dol. Počepen, pa biti malo levo. Zdaj pa čisto dol. Podlaži se. Nekaj drugega, da ni treba plazeni samo, no? Stop, ne. Da mora čez visoko vero čez plezati. Zdaj nekaj takega naštinite. Čakaj. Ok. Da bo biti naprej. Levo. Pa naredite en velik korak zelo. Ja, dobro. Ok. Zdaj pa pet naravnost. Pristop z eno nogo, pa se sklon. Sklon se! Tako je, lahko potikaš tam pred sabo, ni problema. Odlično, bravo. Bravo. Za dva, gremo. Tlele boš mogel postopiti. Z desno nogo ali pa z levo prestopiti. Kaput. Levo. Pašoš mi kjeriš. Zdaj pa plazi. Kje? Oh. Bravo. Pa se uleži. Tukaj često. Dobro. Napaka. Splazi se naprej. Splazi. Čekaj. V desno. Ne, levo. Ok, naprej se plazi. Plazi se naravnost. Ma levo. Leto levo. Se pa makne. To je, misliš, v desno? Ja. Se naprej. Ja. Mene bo te prva močal. Morbit. In tako.
si tukaj zapnemo z, smo rekli, z gumbi. Vidimo? Gumb pa zanka skupaj. Vidimo, da bo deša, ne? Drugi gumb, zanka. Tretji gumb, zanka. Tukaj vidimo, da imamo še eno krpino za roko vendata, ne? Sprav, da lahko tudi streljamo, ne? Ali pa, a ne? Res. Sprav, to spravimo, zapnemo lahko. Seveda ne smete pozabiti še na kapuco. Tore gre takole gor, se pravi, to spodvihate ta vogal noter, ne? Poprimete za zgornjo vrvico in zategne. Vidite? Tu imate super pelerino, a ne? Katera pač čuvnite, da imate na podlagi Če pa vam po nogah teče, pa lahko vse to spustite pol na tla. Razumete? Če ste pa nižji, a ne, imate pa to lahko zato, da se pač lahko skrijete, ampak seveda ne na vse peska, a ne? Drži? Drži. Drži. To je ena stvar. Druga stvar, bomo pogledali igro vzhod, zahod, oziroma sever, jug, vzhod, zahod. Pozna kdo? Še specialcev se spomnite? No. Na šotorki, kolega. Spadal. Gremo na vzhod. Gremo na sever. Gremo na sever. Gremo na zahod. Ok, ta je bila poskusna. Boš šoš? Gremo na zahod. Zdaj, zelo zadnji. Gremo na vzhod. Gremo na sever. Gremo na... V bistvu si prišla zadnjo, ne? Ja. Vidi sem. Čestitam. Bravo. Ste še za... Gremo na jug. Stopo si gor. Si. A je tako, da je stopil? Je, ne? Je. Ja, seveda je. Shod. Ja. Zahod. Ok, čak. Zdaj boste šla dvakrat tako, na prazno, pa ta tretja bo pa zares. Gremo na jug. Gremo na sever. In pazi zdaj. Gremo na jug. Gremo na zahod. Čestitam. Ja, prosti, izber si. Evo ga.